Ne! Kdo je taknil to mleko pred mano? Taknil sem svoje usta, Italijan je bil. Janša je bil! On je virus ustvaril, ki ga poznam, ki me je sosed! Zobne ščetke. 200 jih vzami. Bom vzel kredit, imam Mastercard. Sam vleč kartico. Joba rabe. Kaj je to? Vidim, da vas je nekaj strah. Par dni nazaj sem objavil na Instagramu objavil sem, da napišete, kakšno je vaše mnenje glede tega koronavirusa. Tako da so se kar dobro odzvali in 99% vas je napisalo, da vas ni strah, mediji brez veze pumpajo, da to je ena malo bolj švoh gripca, da ni nič takega, ne. Jaz sem pa zaznal nekaj drugega v tem, ko ste mi pisali take stvari. Jaz pa imam feeling, da vas je malo strah. Pa brez zamere, če vas obsojam. Ampak mislim, da s tem, ko ste mi pisali, da vas ni strah, da mediji to napihujejo, da to je ena brezvezna gripa, da to je vse brez veze, delamo paniko. Mislim, da ste se s tem nekako hoteli potolažiti, kar je pravilno. Jaz to nisem robot in če sem iskren, tudi meni ni vseeno. Ne bom rekel, da me je strah, nisem niti paničen, ampak valjda mi ni vseeno, da bi zdaj zbolel in vsa ta zdraha okoli tega, kliče zdravnika, da prije na dom, pol bodi vas paničen, imam korono, nimam. Valjda nobenemu to ni vseeno in noben noče iti skozi ta proces. Sej, konec koncev, noben niti noče imeti ne gripe, niti angine, nobene bolezni, ker hočemo biti zdravi, kot smo. V glavnem, kaj si to zakašljal? Panika! Stari, toliko nam polnijo glavo s tem virusom, kamorkoli se obrnem, virus. Ampak ne odpiram člankov, ne berem člankov, ampak enostavno ne moreš mimo tega, da prav želim si oziroma doživim orgazem, ko preberem en članek, 80-letni star gospod je v naselju, kjer je omejitev 50, vozil 90. Prav se rečem, hvala gospod, da sem prebral nekaj drugega, kar ni virus. Čeprav je totalno narobe, ampak hvala, da sem imel nekaj drugega za prebrati. Kakšno pa je moje mnenje glede koronavirusa, vas je tudi nekaj ljudi me vprašalo. Tako bom rekel. V glavnem ne vem, zakaj sam sebe mogoče presenečam, ampak nisem na tisti strani teorije zarote. Trump je bil! Putin je bil! Janša je bil! On je virus ustvaril, ki ga poznam, ki me je sosed! Ne vem, rečete mi staromoden, ampak ne verjamem v te stvari. Poglejte, dragi moji, kaj mi ljudje vse delamo. Jahamo se en čez drugega, ko mlada dva zajca, gonimo se na vse strani, kaj vse žremo, konzumiramo, kaj mi ljudje vse jemo. Oni jejo netopirje, cuzajo one nogice netopirjev, kot mi jemo kurje nogice, bedrca, kakorkoli rečete, mi na Primorskem rečemo piščančje nogice, ne vem zakaj nogice. Kače, škorpione, da ne govorimo, svinje s Poljske, uno meso okuženo tam, gonimo se. Kaj vse človek naredi, da izpolni svoje potrebe in svoje užitke? Ljudje smo živali, ljudje imamo nagon, ljudje bi dali vse za užitek. Ne vem z kom vse, kaj vse delamo, pijemo lastno kri, svašta. Odkje jaz vem, da ljudje pijemo lastno kri? To je delal Jim Morrison iz skupine The Doors. V glavnem ljudje smo fukjeni. Droge, danes dobiš drogo na internetu, pošljajo ti domov, kot si naročil soperge, dobiš drogo, probamo svašta. Kaj dajemo vase, kaj proizvajamo, ker ljudje smo nagražni. Stari moj, pa valjda se rodi virus, če smo pač prasti smo in virus nastane. Jebi ga. Tako da zdaj, koliko je ta virus bolj manj nevaren kot gripa, koliko je smrtonosen, nisem zdravnik, nisem infektolog, nisem epidemiolog, tako da teh stvareh ne morem zdaj trditi, če je manj nevaren kot gripa ali bolj nevaren. Nekaj sem bral, ampak to, kar jaz preberem prek Googla in take stvari, jaz te informacije vedno jemljem tako z neko distanco, ne. Tako da definitivno ni nedolžen virus, zdaj spet, koliko je smrtonosen, vidimo sami, za koliko so te številke realne, se vam pravim, ne verjamem nič tem stvarem, ki se kažejo v medijih in ki se kažejo po spletu, so pa mediji zakuhali to zdraho, ne. Vsa ta zdraha in panika, ki se dogaja okoli virusa, nas je ljudi spremenila v totalno neumne, v tako panične ljudi, da poglejte samo, kaj dela. Mi gremo v Hofer, pokupimo cel Hofer, Lidl, Spar, nema veze, 100 kil moke, kot da trgovina ne bo več odprte 30 let. Konzervirano hrano, mleko, rabimo mleko, ne mleko, kravo bomo kupili. Mi bomo kupili kravo, ker mleko lahko zmanjka. Krava ne more zmanjkati in krava nam bo vsak dan dala mleko. Bravo. Ampak živimo v bloku, ni važno, v otroško sobo bomo dali kravo in bomo proizvajali mleko, ker da ne bomo ostali brez mleka. In mlin bomo kupili, da proizvajamo moko. Folk, chill. Zobne ščetke. Marta,
zobne ščetke. Koliko? 100 komadov. Ker bog ne ve, kdaj se bodo trgovine odprle. Jaz se moram zobe umivati. Kaj če ne bom mogel ven? 100 komadov, 200 jih vzami. 200 jih vzami. Bom vzel kredit, imam Mastercard. Sam vleč kartico. Da ne govorimo o razkožilih, zaščitnih maskah, zaščitnih oblekah. Stari moj, mi smo to pokupili, kot da živimo v radioaktivnem območju, kjer je par dni nazaj eksplodiral najbolj nevaren reaktor na svetu. In zapravljamo denar za zdravila proti imunskemu sistemu, oziroma zdravila za imunski sistem, pardon. Ne vem, kaj vse. Ljudje dragi, jaz mislim, da vsa ta panika je odveč, zato ker panika ni nikoli prinesla dobrih rezultatov. Že veš, če si paničen, še na kolo ne moreš iti, kaj šele, da bi obvladoval nekaj takega, kot je virus. In kljub temu, da zdravniki razlagajo, da če nosiš masko, bolj tvegaš, kot če si brez maske. Ampak ne! Kupi masku, razkožilo, ki stane, ne vem, redna cena 5 evrov ali celo manj, zdaj prodajo za 30 evrov, kupi 10 razkožil, ne eno, 10. Gremo na Bolho, poglej, kdo prodaja bazen, zdaj bomo mi kupili bazen, zdaj so še bazeni poceni, ker niso sezona, bazeni poceni, še se rima. Kupi bazen, vso razkožilo, ker ga imamo, zlite v bazen, mi bomo bili cele dneve v bazenu in se bomo kopali v razkožilu. Ja. Tako je, potapljali se bomo, kravla plavali, igrali podmornice, kako se podmornice sploh igra, mi bomo živeli v bazenu. Hitro kupi, pokliči ga, iz kje je, aha, Vrhnika, gremo iskat bazen. Ok, strah te je. Cool, jaz to vse razumem, vse nas je strah, raznih bolezni, noben od nas noče zboleti, noben od nas noče biti tretiran kot neka žival v tisti karanteni. Ampak če te je strah, ti ne rabiš 30 razkožil, v redu, kupi si eno razkožilo, mega na neki točki, ampak če si ti doma, če si ti cel dan doma, ti ne rabiš eno razkožilo stiskati, kot da je stari unikviz, veš, ugani kdo ali vem, kaj je. Jaz sem prvi stisnil, jaz vem odgovor. Če si ti doma, pri tebi se zaenkrat ne gibljajo neki vesoljci, neki neznani ljudje, se pravi, so samo tvoje bakterije in to, kar puščaš ti. Če pa greš ven malo na zrak, si bil v shopping centru in to, pridi domov, stisni, razkoži, cupa opa, lepo, umi in to je to. Ne pretiravati s temi razkožili vsake 2 minute, ne vem kaj, vse se tuširati z njimi. To je samo panika, ki nam daje ta strah in ta strah nas bo ubil. Korona, televizija korona, radio korona, kom korona, Instagram korona, Facebook korona, samo o virusu. In se tudi meni zgodi in zaradi vseh teh medijev in vseh teh člankov in imam že polno glavo in se mi več tega ne da brati. In pol dejansko še pri meni, pa ki mogoče nisem toliko paničen glede teh stvari, sprožijo neko paniko. Tako da res grem, ne vem, v trgovino, popis za liter mleka, prijem tistih liter mleka, pa rečem, ne bom te, bom vzel te, ker so cenejši, jebemo mater kriza. Nič, dam mleko notri v voziček in pol recimo naredim to. Ne! Kdo je taknil to mleko pred mano? Taknil sem svoje usta, Italijan je bil. Tukaj, ne, v Celju ni Italijano. Avstrijc je bil. Fuck, kakšno je stanje v Avstriji? Hitro gremo googlat. V Avstriji so tudi bolni. Ne, kaj če je res Avstrijc s koronavirusom taknil to mleko in jaz sem to mleko taknil in taknil svoje usta. In to se potem dogaja. To je zdaj vse ful smešno uprizorjeno, ampak dejansko to nam dela v glavi. Verjamem, da marsikomu izmed nas. A pred virusom pa mi smo tikali mleka, banane, ni, šlatal sem celo trgovino, pa sem naredil to. In ni bilo nič. Ampak zaradi medijev so sprožili paniko. Vsa tista stvar o gripi, o cepljenju proti gripi, to je kar nekrat utihnilo. Vsako leto, ko pride gripa ven, cepite se proti gripi, mediji grejo spraševati, ste za, ste proti. Se spomnim eno leto, zdaj ne vem, ali je bilo 2 leti nazaj, ali 3 ali manj, je bil celo rdeč alarm, ali ne vem, je bila ful pizdarija, vsi zdravstveni domovi nafilani do konca, prepovedali obiske, strogo omej masko, če kašljaš, ko priješ na urgenco. Urgence polne, čakaš po več ur, cela pizdarja. Ampak mi ljudje, malo bolj nas je kurac. Zakaj? Zato, ker gripo virus poznamo. No jebalo se nam, gripa, to poznam, to ni nič takega. Čeprav je bila frka, vsi zdravstveni domovi nabito polni, ni več fraj postelj, vse je zasedeno, ne hodi, pridite sami, svojci prepovedan obisk, a nas je bolj kurac. Gripa, to poznam, sem enkrat jo imel, nič takega, ne? Zato, ker gripo poznamo. Koronavirus je nov in se ga bojimo. In mediji, jaz ne vem, zakaj mediji objavljajo vsak dan okuženih 20, okuženih 30, okuženih 50, okuženih 100, umrlo jih je toliko. Zdaj ne vem, zakaj oni mislijo, da nam s tem pomagajo, če nam vsak dan povejo, koliko je okuženih. Zakaj le? Money in nič drugega kot denar. In če dnevno bere to 100,000 ljudi, to je lep denar. Oni lepo služijo, mi smo pa panični.
Si predstavljate, da mediji ne bi nič govorili o virusu, nič koliko jih je okuženih, ne nič. Nam bi bilo vseeno, mi bi se sprehajali, kupovali normalno, ne bi kupovali 300 kg moke, normalno šli na sprehod, normalno šli ven. Ampak ko ti vsak dan na Facebooku bereš, danes jih je že 30 okuženih, jutri 40, danes kaj imam duhove? Danes sta že 2 umrla, o moj bog, danes jih je že 100 okuženih. Ljudje, ki smo zdravi, ljudje, ki smo mladi, mislim, da se nimamo kaj bati, sklepam. Je pa problem pri starejših ljudeh, ampak, dragi moji, pri starejših ljudeh, govorim starejši ljudje, ki so kronično bolni, ki imajo raka, ki imajo sladkorno bolezen, razne bolezni ožilja, bolezni srca, pljučne bolezni in tako naprej. Te ljudje so dovzetni za katerokoli bolezen bolj kot zdrav človek. In človek, ki ima slab imunski sistem, pride zelo hitro do zapleta. Ampak ne vem, zakaj non-stop ponavljajo starejši ljudje, kot da jim hočejo uliti strah, ne. Valjda, če je človek starejši in je boln in če ga mediji še toliko bolj perejo, valjda se ta človek boji. Že tako ima slab imunski sistem in s tem strahom si ga bo še bolj oslabel, ne. Tako da ne vem, kaj je fora, da ponavljajo to kot te starejše ljudi. Pusti jih pri miru. Že tako bijejo svojo bitko in zdaj še ta koronavirus, tako da se jim prav smilijo, res. To je samo eno pranje možganov in maltretiranje starejših ljudi za brez veze. Jaz ne vem, zakaj se ne bojimo virusa HIV. Virus HIV je dosti bolj smrtonosen, dosti bolj nevaren. Če ga prepozno odkriješ, vemo vsi, kaj te čaka. Ampak ja, HIV ni več moderen. HIV je bil moderen 10 let nazaj, ko smo to v šoli na polno govorili. Zdaj sploh ne vem, če zdaj vi, ko ste iz srednjih šol, osnovnih, govorijo še kaj o virusu HIV. Dajte mi napisati spodaj. Tako da o virusu HIV naj se govori. Ampak ne, to ni več popularno, ne. Ne bo noben kliknil in medije ne bojo zaslužili. Dajte si umivati roke, ne paničariti, dajte čim manj brati članke, koliko je bolnih, koliko jih je umrlo, čim manj googla, ker to samo pere možgane. Dajte se gibati, ko greste po tuš, dajte se umiti stari z ledeno mrzlo vodo, mrzla voda jača imunski sistem, dajte pojesti kakšno sadje več, zelenjavo, pejte na sprehod, če vas je strah ljudi, pejte na sprehod, kjer ni ljudi, dajte telovaditi, če se bojite, ugasni internet, ne brati, vse bo v redu, vse bo cool. Tako da, samo jako. Čau!